Doktorica Tatjana Vnuk je rojena 18. julija 1973 v Murski Soboti. Diplomirala je na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in magistrirala na Agronomski fakulteti Vse učilišče v Zagrebu. Leta 2006 je doktorirala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in se tam tudi zaposlila. Je vodja katedre za sadjarstvo in predelavo sadja, vodja študijskega programa druge stopnje kmetijstvo in članica senata Univerze v Mariboru ter predsednica znanstvenega sveta ZIS Pomurje. Raziskovalno se osredotoča na področje hortikulture, zlasti sadjarstva. Glavni poudarek njenega raziskovalnega dela je kakovost pridelka z vidika tehnologij in sistemov pridelave ter z vidika obvladovanja tveganj, povezanih z okoljskimi spremembami in klimatskimi vplivi. V svojem raziskovalnem delu povezuje pred- in poobiralno življenje plodov v celostno zgodbo. Izziv sta ji tudi področji uvajanja digitalizacije v sadjarsko proizvodnjo ter senzorično vrednotenje pridelkov in izdelkov iz sadja. Pomurska akademkinja doktorica Tatjana Vnuk je naša članica, ker je res vodilna na področju svojih raziskovalnih dejavnosti, na področju kmetijstva in še bolj smo veseli, ker je tudi aktivna v Pomurski akademiji, pa ne samo tu, tudi k vaček, da smo jo prosili za kakšno strokovno ali pa organizacijsko pomoč pri katerikoli organizaciji, je nikdar ne pravila ne. Včasih je sam pravila, da je mogoče mogla vmes na kakšno operacijo, pa kak zdaj, ki vidite, tudi to je ne bila ovira, ker ne bi probala po svojih najboljših močeh pomočiti. Tudi organizacijske izkušnje, ker ima, so fejst velike in tudi fejst važne. Je v več svetih zavodov in bila je tudi prodekanica na Kmetijski fakulteti Univerze v Mariboru in prek toga seveda tudi zna, kako raziskava ide, kako jo organizirati in kako drugim pomočiti na svoji poti, predvsem na začetku, in tudi za voljo toga jo imajo študenti pa študentke toliko bolj radi, se z njo povezujejo, pridejo k njoj z prošnjami za mentorstva in to je gvišno eno največjih poslanstev, ko svoje znanje, svoje raziskovalne izkušnje zna prenesti na mlade, ker je do to pelali naprej. No, njeno dnešno predavanje pa je povezano z nekim, ko tako na prvi pogled bi pravili, ko si znamo, kaj je tako. Recimo, da so džabuke na džablani, si znamo, kaj tiste, ki so bolje proti sunci obrnjene, so lepše, bolkše, sladkejše, te pač poberemo, te pa ostanejo, prve poberemo, te pa ostanejo ove druge. No, gdje smo pa videli, kako pa raziskovalci, znanstveniki pristopijo k tome, na kakšen način raziskujejo, kako je važno, gdje so plodovi v krošnji in kaj se da v toj smeri napraviti, da je čim več dobrih sadežev na nekšoj drevi oziroma na tisto, gdje rastejo. In fej zanimivo predavanje. Tudi od velikega haska, tudi za tiste, ki mogoče imamo par drev doma za lastno uporabo, si v Küper poglednemo, zato ker je Pomurska akademkinja doktorica Tatjana Vnuk, da nam to pokazala tako, kako bomo si razumeli in z prve roke, zato ker to ona sama raziskuje. Kakovost pridelka narekujejo poleg genske zasnove še pedološke razmere, ekološki pogoji, razpoložljiva mehanizacija oziroma oprema za mehansko redčenje pridelka in strojni rez, izbrani tehnološki ukrepi, način pridelave sadja ter prehranjenost rastlin. Ob genetski informaciji, ki jo sabo nosi posamezna sorta jablan, igra z vidika kakovosti pridelka in dinamike zorenja plodov pomembno vlogo tudi položaj plodov v krošnji. 3 dejstva.
Plodovi so živi organizmi, zato reagirajo na tehnološke ukrepe pridelave in dejavnike okolja. Neposredna izpostavljenost sončnemu sevanju spodbuja intenzivnejšo tvorbo pigmentov, kar pripomore k boljši obarvanosti pridelka, lastnost, ki jo zahtevajo potrošniki. Boljša obarvanost plodov ne pomeni nujno boljše kakovosti ali večje zrelosti. Večja kot je bujnost rasti, bolj so karakteristike pridelka odvisne od položaja plodov v krošnji. Moja zgodba je sadjarska, tiče se kakovosti pridelka, je pa tako znamo vsi kakovost en izjemno široki pojem, za katerega ima vsak eno svojo razlago oziroma predstavo. Pa nekaj parametrov kakovosti izpostavljajo sadjarji, za hladilničarja to pomeni nekaj drugega, za trgovca še nekaj tretjega, potrošniki pa seveda imamo vsak svojo zgodbo oziroma neka kakovost pridelka pomeni. Zdaj sadjarji razumemo, da gre v sami pridelavi za ogromen nabor nekih dejavnikov, ki vplivajo na parametre kakovosti pridelka. Danes bom pa jaz malo izpostavila vpliv položaj ploda na karakteristike pridelka jablan, pa malo se bom pozabavala iz teh besednih zvez, kako pomembno je, kje sem doma in kako se pišem, pa to ni ravno nekaj, kaj bi pogosto povezovali z rastlinskim svetom, pa bomo na koncu predstavitve videli, če lahko vseeno neke vzporednice potegnemo. Ja, dejstvo je, da so plodovi spadajo med žive organizme in tudi po obiranju naprej še dihajo, proizvajajo toploto, zgubljajo vodo, na nek način zbolijo in pa propadejo. In da pač na hitrost te dinamike vplivajo pogoji življenja, vplivajo neki okoljski dejavniki, vplivajo stresne situacije, ker jim so drevesa ali pa pozneje že obran pridelek izpostavljeni, vpliva prehrana, vpliva razmerje med hormoni, vpliva pa tudi na koncu nek čisto tak biološko odmerjeni čas. In zato, da se neka kakovost pridela, so praktično odvisni pogoji v samem sadovnjaku, potem je tu neka vmesna zveza med pred- in poobiralnimi dejavniki, določanje optimalnega roka obiranja in pa prilagoditev skladiščnih razmer. Drugače na pridelek, tako kot sem že omenila, vpliva ogromno stvari, od fizioloških procesov v trajni rastlini, od specifike sadnih vrst, se pravi genetike, ki jo nosi s sabo, od pedoloških razmer, organske snovi v tleh, založenosti s hranili, z vodo, od ekoloških razmer, se pravi legen, nagnjenosti nasada, mikroklime v specifičnem nasadu, od razpoložljive mehanizacije, ki jo imamo, se pravi za obdelavo tal, od namakalnih sistemov, potem opreme, ki nam zmanjšuje delo vloženih ur, se pravi opremo za strojno rez, in pa opreme, ki nam zmanjšuje uporabo kemičnih sredstev v nasadu, recimo to so taka oprema za mehansko rečenje pridelka. Seveda tu tehnologija pridelave svoje dodaja, gojitvene oblike, sadilne razdalje in pa različni načini pridelave, kam spadajo tudi sistemi, kot so konvencionalna, integrirana, ekološka pridelava, biodinamična pridelava sadja, brez ostankov pesticidov in še bi lahko kaj naštevali. Tu je mogoče smiselno izpostaviti, da če smo v vlogi potrošnikov, mislimo, da to vse dobro znamo, za kaj gre. Recimo, če nek pridelek nosi oznako ekološko oziroma biološko, da nam je točno jasno, kaj pomeni, ampak raziskava, ki smo jo nedolgo zaključili, sicer pokaže, da se več kot 80% potrošnikov izreče, da njim je to čisto jasno, ko pa jih malo bolj podrobno povprašaš, kaj bi pa te po tvoje pomenilo ekološko pridelano, certifikat ekološko pridelano sadje, pa jih niti polovica ne pride blizu z pravilnim odgovorom. Tako da, ja, tu je še odprto polje. Se pravi, celotna tehnologija, ki jo pa razvijamo v sadjarstvu, pa gre v zmanjšano uporabo kemičnih sredstev, obvladovanje rizikov, ki so v zadnjih letih izjemno močno vezani na spremenjene klimatske razmere in pa seveda na zmanjšan strošek pridelave, ker delovna ura ročnega dela je postala izjemno draga.
V praksi se pravi se z alternativno rodnostjo ukvarjamo, fejst so prisotni zdaj ti sončni ožigi, ki nam kvarijo kak fiziološko, tak mikrobno stabilnost pridelka in nam recimo pojav fizioloških motenj, kot so grenka, pegavost, steklavost, glavosporium in podobno, prestavljajo že v sam pridelovalni način. To so zgodbe, ki so se v osnovi pred leti pojavljale komaj v skladišču, ne? Ampak tako izrazito se pokaže, kako se spreminjajo pogoji pridelave. Ne? Se pravi, tudi dinamika zorenja pridelka se je močno spremenila zaradi teh toplotnih stresov, sušnih stresov. Je ogromno situacij, ko se nam v praksi pojavlja prisilno zorenje in pridelek, ki je prisilno zoren na drevesu, nima šanse, da preživi stroge skladiščne pogoje, ker jim bi bil izpostavljen 6 ali pa več mesecev. Ne? Se pravi, ne samo, da spreminjamo tehnologijo pridelave, ampak kompletno se na glavo postavlja tudi tehnologija skladiščenja sadja. Za plodove v osnovi velja, ne, da so arhitekturno malo izolirani del rastline, imajo svojo dinamiko razvoja, imajo svojo dinamiko sprejema vode, hranil iz tal, asimilatov, ne, in se pri teh spremenjenih pridelovalnih razmerah to še bolj močno izpostavlja. Dobro, se pravi, danes malo samo povemo o položaju ploda v krošnji. Jasno je, da ta položaj ploda v krošnji diktira oskrbo z vodo, s hranili, z asimilati, diktira tudi izpostavljenost aplikacij fitofarmacevtskih sredstev, najbolj izrazito pa diktira izpostavljenost svetlobi, ne, ki pa je navezana potem tudi na spremenjene temperaturne razmere. Zdaj, dokler smo mi imeli v pridelavi tako zgodbo, da je sadjar prišel do vsakega drevesa, ne, tako kako imate tu na spodnji slikici, pa drevo ročno porezal, ne, se je razvila neka povezava med sadjarjem in drevesom in drevo je običajno tudi imelo večjo krošnjo, ne, ampak ta večja krošnja je bolj pomembno diktirala to, kak položaj ploda vpliva na njegovo mineralno sestavo in pa fiziološko stabilnost. Danes se gre v tem smislu v strojno rez, to je na zgornji slikici prikazano, kjer se pri tej strojni rezi praktično dela, ni več pomembno eno drevo, ena krošnja, ampak je pomembna sadna stena in več ne govorimo o pridelku na drevo, ampak na kvadratni meter sadne stene, ne. In to je z vidika izenačenosti pogojev plodov za razvoj boljše, ne. Dobro, pri sami raziskavi smo pač izbrali 3 različne pozicije plodov v krošnji, sončni, polsenčni in senčni položaj, sončni čisto na obodu krošnje, senčni čisto ob provodniku, polsenčni pa nekje vmes. In igrali smo se s sortami Gala, Fuji, Breben, Elstar in pa Jonagold, odker te sorte se razlikujejo po svoji bujnosti rasti. Jonagold je triploid, ki v osnovi ima intenzivnejšo bujnost rasti, in kot diploid pa intenzivno bujnost izkazuje tudi sorta Elstar. Ostali so v rasti nekoliko manj pomembni, manj intenzivni. In igrali smo se z obdelavo podatkov s pomočjo PCA metode glavnih osi, to nam fejst pride v poštev, ko moramo vizualizirati nek vpliv položaja, ne, in se igramo z večjimi pridobljenimi parametri, ne samo z 2 ali s 3. Ne? In dodatno smo še pa uporabljali ANOVO in pa Duncanov test. In tu, ko imamo za vse sorte v poskusu zbrano na levem diagramu, vidite, ne, da je ta fruit position oziroma položaj plodov zelo močno vezan z L, A in B spremenljivkami, ki pa predstavljajo barvne parametre. L predstavlja svetlost, A predstavlja prehod iz zelene v rdečo barvo pigmentov, B parameter pa predstavlja prehod iz modre v rumene pigmente. To je to, kar pri plodovih v času zorenja sledimo, ne. Zanimalo nas je seveda potem, kak se sorta, kak je vpliv posamezne sorte oziroma njene genetike na to, da plodovi različno močno odreagirajo v posameznih parametrih, zrelostih in kakovostih na pozicijo, ki jo imajo v sami krošnji. Sledili smo seveda tej masi ploda, trdoti mesa plodov, topni suhi snovi in pa škrobnemu indeksu.
Zdaj, če izpostavimo sorto Elster je znana kot, je sicer diploid, ampak muhasta, izjemno bujna v rasti, pri njej je izmenična rodnost izjemno močno prisotna, ker je težko vzdrževati fiziološko razmerje med rastjo in rodnostjo. In če gledamo, pri tej sorti je položaj ploda oziroma fruit position zelo močni povezavi z vsemi parametri barve, z maso ploda in pa z topno suho snovjo. Vidimo, da je praktično signifikanca glede vpliva položaja razvidna pri vseh spremljanih parametrih, izjemno močno pri obarvanosti, se pravi povsod. Pri vseh sortah bomo videli, da položaj izjemno močno vpliva na obarvanost plodov, se pravi na tvorbo krovne barve. Čisto po principu bolj so izpostavljeni svetlobi, intenzivnejši je razvoj krovne barve. Ne? Drugače pa tako na maso ploda, kot na škrobni indeks, tako na vsebnost suhe snovi, tako na trdoto mesa plodov, pri vseh teh parametrih opažamo izjemno močen vpliv položaja ploda na te parametre zrelosti in kakovosti. Če gremo naprej na sorto Gala, sorta Gala je bolj umirjena v rasti, včasih rabi celo malo tak brce, da malo intenzivneje zapolni rodni volumen. In tu vidimo, da je položaj ploda pri tej sorti znova močno vezan na parametre barve, na maso ploda in pa na suho snov. Ne? Čisto nesignifikanten pa je ta vpliv glede trdote mesa plodov in pa indeksa zrelosti. Na obarvanost je ponovno potrjen močen vpliv. Se pravi, tu pri tej sorti stopnja zrelosti in obarvanost nimata popolnoma nobene povezave. Če gremo naprej na Jonagold. Jonagold smo že rekli, močen v rasti, triploid, težko ga je obvladovati. Položaj ploda ima zato zelo močno povezavo z vsemi parametri barve, z maso ploda, z topno suho snovjo, škrobnim indeksom in tudi z trdoto mesa plodov. Se pravi, pri čisto vseh parametrih smo potrdili močan vpliv položaja na parametre tako obarvanosti kot zrelosti. Se pravi, pri tej bujno rastoči sorti je vpliv izjemno močen. Sorta Breben je znova bolj umirjena v rasti, položaj ploda je ponovno močno vezan z parametri zrelosti in stopno suho snovjo, nima pa nobenega vpliva na maso pridelka, na škrobni indeks in na indeks zrelosti. Se pravi, tudi pri tej sorti obarvanost z zrelostjo nima popolnoma nobene veze in se spet ta položaj bolj nanaša na sladkorno stopnjo, po domače povedano, ki jo plodovi te sorte razvijajo. Na sončnem delu seveda so ti plodovi slajši. Sorta Fuji, tudi nekoliko bolj umirjena v rasti, spet položaj ploda ima izjemno močno povezavo z vsemi parametri obarvanosti, z maso ploda, stopno suho snovjo, nima pa nobenega vpliva ponovno ne na zrelost, na Streifov indeks zrelosti in na trdoto mesa plodov. Ne? Ima pa tudi omejen vpliv, vendar statistično dokazan na škrobni indeks. Ne? Se pravi, izstopajo samo plodovi v senčnem položaju. In če probamo nekako strniti vse te podatke v eno skupno tabelo, kaj smo dokazali, se pravi, ne glede na izbrano sorto, ima položaj ploda izjemno močen vpliv na tvorbo krovne barve, na intenzivnost rdeče barve, rdečih pigmentov, ki jo plodovi razvijajo, tu ni nobenega dvoma. Škrobni indeks zrelosti, ki pa v formuli pri izračunu vključuje tako trdoto mesa plodov, kot škrobni indeks, kot topno suho snov, se pa kaže, da pri sorti Elstar in Jonagold, ki smo jo omenili kot bujnejši sorti, ima malenkost povezave s položajem na način, da so plodovi, ki so na obodu, ki so bolj izpostavljeni svetlobi, ob tem, da so boljše obarvani, tudi zrelejši. Ampak pri sortah, kjer pa je rast bolj umirjena, kjer je to razmerje med rastjo in rodnostjo bolj usklajeno, bolj kot kontrolo, pa nima stopnja zrelosti popolnoma nobene veze z položajem ploda v krošnji. Tako da narekovati zrelost pa optimalni rok obiranja na osnovi ocene barve je zelo, zelo napačen pristop. Vidimo, da pa potem sorte tudi glede razvoja topne suhe snovi čisto vse
zelo močno odreagirajo na položaj ploda v krošnji in to na način, da plodovi, ki so bolj izpostavljeni sončni svetlobi, razvijajo tudi večjo stopnjo topne suhe snovi. Jonagold vidimo, da to kot edini triploid, ki je bil zastopan v poskusu, ima neko svojo filozofijo. Močno odreagira z vsemi parametri na položaj ploda v krošnjo, vendar je njegov vzorec obnašanja pri škrobnem indeksu in pa trdoti mesa plodov drugačen. Običajno imajo plodovi, ki so bolj na obodu čvrstejši, imajo večjo trdoto mesa plodov, Jonagold pa to naredi drugače in tu so dejansko bolj zeleni plodovi, bliže provodnika, tudi čvrstejši, ne? In hkrati zrelejši, kar je nenavadno. Dobro, še enkrat negiramo povezavo med barvo in zrelostjo plodov in se že preselimo na sklepe, tako da ne prekoračim svojega časa. In delež pojasnjene variance, ki je vezana na položaj plodov v krošnji, je pri Jonagoldu in Elstarju kot bujnejših sortah čez 70%, potem pa vidimo, kakor pada bujnost rasti, pada tudi ta odvisnost karakteristik plodov od samega položaja plodov v krošnji. Se pravi, bolj z bujnim drevesom imamo opravka, večji je vpliv položaja plodov v krošnji na karakteristike plodov. Običajno so na obodu, ne, bolj obarvani, slajši plodovi in praviloma imajo tudi večjo povprečno maso. Pri trdoti mesa plodov, ki je eden od tistih dejavnikov, ki ga tudi trgovci postavljajo sadjarjem za prevzem pridelka, tu pa položaj ploda na ta parameter nima konsistentnega vpliva. Ne? Pri indeksu zrelosti smo pa rekli, da te močne povezave med položajem ploda v krošnji ne prepoznamo. Pa da pridem do zadnjega slajda, pa se malo poigram z odgovorom na tisto začetno zgodbo, kako pomembno je, od kod sem doma in kako se pišem. Ja, recimo, da bi v tem primeru lahko kot na odgovor, kako se pišem, da bi ta odgovor povezali z samo specifiko sorte, z njeno genetiko. To je nek potencial, ki ga neka sorta nosi seboj. Ja, in dokazali smo, da je zelo pomembno, kakšna je ta genetika, torej v prevedenem smislu zelo pomembno je, kako se pišem. Ne? In položaj ploda lahko enačimo z nekim vprašanjem, od kod sem doma. Se pravi, tu gre za ta okoljski okvir, za nek okoljski vpliv. Ja, in tudi tu smo dokazali, da je ta izjemno pomemben. Se pravi, interakcija tako sorte kot položaja ploda nam da izjemno močen odgovor za karakteristike kakovosti plodov. Dobro je pa vedeti, da ta položaj, da vsaj na ta položaj ploda lahko vplivamo z različnimi tehnološkimi ukrepi, kot je recimo primerno uravnavanje oveska, kot je izvedba strojne rezi, ne? In da s temi ukrepi lahko vplivamo na neki končni produkt. Tako da ja, je povezava tudi med rastlinskim svetom in našim svetom, če želimo tako zaključiti. Tako, to je bilo moje predavanje. Hvala za posluh. Ste vedeli, kakovost plodov si vsak predstavlja po svoje. Naj bo to sadjar, hladilničar, trgovec ali potrošnik, stališče ni poenoteno. Videza jabolk običajno ni mogoče povezati z njihovo notranjo kakovostjo in zrelostjo. Kljub številnim informacijam nihče ne more napovedati notranje kakovosti ali celo ostankov fitofarmacevtskih sredstev v pridelku na osnovi videza ali vonja. Manjšanje intenzivnih sadjarskih površin in preusmeritve iz ekološkega načina pridelave v druge, bolj ekonomične sisteme potrjujejo, da ima favoriziranje enega sistema predvsem politični pomen, saj višjih cen pridelka trg ne sprejema.